U Betu na mada zrati dom. Nikad čujem nekih od vječnost bruse, kad je lijepa pokvari, lijepe reči vođušni ratna letu. Što srhnu še prejku Bože strhnu, da nemaš u srhnu še prejku Bože. Nikdar u življenju jest nisam sobran, pero sam rihtu počasije, anu po anu, iz umavi dragi moj, treba je znat. Ma ne samo znat, anci tudi zdržat. Sama stvirha pravle so, da je ku roža. Usahne se prejku hapu babo boža. Slano me prose konče. Nekoč nekje, ne vem več kdaj, sem se rodil. Ma zakaj? Najbrž zato, da sem hodil po Brajnah, na plazu, v češnjah, v breskvah, jedel. Ma tekrat, če me videl lastnik, ali vzel ušo ali me sklatil plnha fazana, ali nekaj me klical policije, ma ne tukaj danes, kad je 5-letnega otroka dajo na sodišče, tukaj te krov eno češnjo. Užival sem. A pole smo se bobi prehajali po vasi, po hasnah, po štalah smo imeli zasede, svojimi loki. Kva zdaj, a ne znaš slovensk govoriti, ali kva, Tomaž Golob? Ma ospriheta! Marko! Kaj vidite? A meni zaradi takih sem se jaz mogel naučiti prvega tujega jezika. Ljubljanščine. Križ ljubijo. Vem, če sem spomnil. Ma sem je rabila eno rešenico, eno mehno skjerco, da si cekala eno malo močno veju, ali so kratila stari mami špagu, ali smo delali lok, ali smo se streljali, ma ne pupe. Zakaj ne? Ma kaj je bilo njih strah? Se prehajati z nami, ne? One so kokčane. Kaj veš, kaj je kokčane? To je ena igra, pa ni šla lik na mizu, je mogla biti na tleh, si rabila eno batonsko plošču, na tam v vasi je bilo malo. Ampak, ki še rodijo, si mogla jamati 5 kamnov, ne smelo biti v kroglu, ma je moglo biti v hrušč, ne? A si vrhla, pole so vzela Anga, hopa, An si je lovila, hop, sem falil, ven zdaj si pa ti na vrsti. Ma, fantje, mi pobi, mi pa smo kokčali skupaj, to sem jaz videl prve,
zametke emancipacije. Pol še na stara leta sem vedel, kje je to, prištudijo. Ko je zvonilo podan v cerkvi, sami molarija, ambenga več ni bilo na hasi. Vsi domov. Je stara mama naredila kuhnjo v minejštru, ne bom pozabil, ti šparhet na drva, an mineštra, bi angelčki jedli, če bi rit imel. Pole, ko smo pojeli tu minještru, spet vsi na vas, an se jahrali. Dokler ni zvonilo Ave Marija, tam okrog 7 zvečer. Pole spet vsi domov, an te je na tandu čakal tač. Kaj veš, kaj je tač? Holač. Dobro, polenta, ma ne rumena, bela, v enem bakrenem kotlički je stara mama skuhala na drvah. Ga je prekucala na mizu, ima kopotica. Samo mi smo se tepali za tisto, ki se je na lonc prijelo, tisto je bilo dobro. Ne polenta je bila za holač. Vam povem, da tista hrana je bila menežija. Ja, nekoč in pol gremo v Ljubljano. Pridem v Ljubljano, stolpnica, 13 stopnji po Krištovi. Kaj so nebesa tam gor? Tam v Brbih ima hiša 2 nadstropja, pol je streha, ima tiste strehe so nizke. In pridem v to stolpnico, pridem iz stolpnice, blok. Se vrnem, blok, jeden in sam beton. Če so brajde. In ta mularija, ki je bila toliko stara kot jaz, me je zajebavala, da sem kmet. Zakaj? Zato, ne govoriš ljubljansko. Božjo mater, jaz nisem šel iz stanovanja ven, ker me je bilo sram. Jaz sem prebral vse očetove knjige, kar jih je imel tam v knjižnic, da sem se naučil. Kva, brat. Pol, ko pridem v Brda, me tam moji vrstniki zobrkavajo ljubljanska srajca. Pridem v Ljubljano, mi pravijo kmet. Ja pa ti jo Krišna, čeram sem! Ma kaj sem, kmet ali sem ljubljanska srajca? Nič. In tako, do osnovne šole, ne? Jaz vam povem, pri 6 letih sem bral Freuda pa Junga. A mislim, da sem kaj razumel. Glavne so bile črke in učiti se ljubljansko. Ampak Freuda sem naštudiral. In pol, osnovna šola. To je bilo pa lepo. Tisto prvo berilo, ko moraš doma staršem brati na glas, da vidijo, da znaš brati in ko ti morajo podpisati. Komu? Jaz sem pozabil na to, da moram brati. Ampak preden sem prišel v šolo,
glede na to, da moja mama je sep, jaz sem jo kar jaz podpisal. Da si predstavljaš, kako je pri 7 letih mamo podpisati? Da sem še jaz kuni znal pisati. Ampak mi je pa pomagalo, veš? In pa smo imeli v osnovni šoli eno tekmovanje. Ti si doma prebral eno knjigo, ne, in si jo prinesel v šolo in si dobil eno štampilko, Čebelica. Ti starija, jaz sem pa zvezek Čebelica. Jaz sem te knjige prebral že pred 5 leti, pa sem jih nosil v šolo. Enkrat sem se pa jaz nisem niti pogledal, katere knjige sem s predala vzel. Sem prinesel figure Veneris v 2. razredu osnovne šole. Učiteljci so oči kar šle tako. Kaj si to bral? Tam je ena naga punca, pa je nek tip, kaj pa izvem, pa sta delala. Fotografije, ne, pa sem bral, kako se to dela, ne. Sem dobil črno piko. To je bilo v osnovni šoli kakor ukor. To v redu. Ampak v osnovni šoli še ni bilo konc. Veste, pol smo imeli razna tekmovanja. Jaz glede na to, da sem bil v Mostah, smo imeli Mazovčevo tekmovanje. To je bilo kakor obujanje partizanskih spominov. Jaz kot Blic, ne, sem tako narodno zavedel, ker jaz svoji stari mami nisem smel reči tako, kakor so rekli drugi, nona. Ker če bi rekel nona, ne vem, če danes me v glavo celo, kad me ubila. In starim učenju nisem smel reči nono, ampak tata star, kad bi me zbombardiral. Narodno zavedanje, Slovenci, čisto kar van. Mazovčeva nagrada je letela kašus. Okej. Pol je bila Vegova nagrada iz matematike. Šlo kar pri norcah. Fizikalna nagrada, kar pri idiotah. Do 8. razreda. V 8. razredu sem pa prvič slišal za Radio Študent. Ja, ampak takrat, če ni bilo tako kot danes, danes ga poslušate cel dan, 24 ur po celem svetu, zajebiti to. Takrat si ga imel vsak dan 4 ure, pa čez vikend zvečer 4 ure. Radio Študent v Zagorje na Mjesto. Samo Ljubljana. In takrat sem jaz prvič poslušal Podpiskalo. Jaz sem bil pečen. V ponedeljah Rock Fronta. Punk! Ja! In sem prišel prvič v šolo kot punker. Samo stopil sem v učilnico v kor. Za koga? Ja, zato, ker si protidržaven element, pa da mi to v kor. Tam pred šolo sem ga podpisal, pa sem ga nesel na sebi. In tako se je meni začela revolucija. In pazite, kdo je mene v 8. razredu učil slovenščino? Andrej Rozman Roza. Aleluja. Ampak ni bil pri Fox. On je bil sam suplent, ker smo imeli eno drugo pri Foxu, eno staro. Vem ti, ker je ona hodila po razredu, je bila kar Gestapo. Pa še priimke imela tak, Oru. Aleluja.
In tam v osnovni šoli, veš, smo imeli ozvočenje čez celo šolo, ne, in oddajalo se je pa iz ravnateljčine pisarne. In zdaj vsak petek je bo en razred, ki je lahko vrtel svojo glasbo med malico, ne, pol ure. Se enkrat zagrebil. Edin ta učiteljica, gestapovc, je rekla, da v njenem razredu pa ne sme biti muske. To redu je ni bilo do zadnjega komada. V zadnjem komadu sem pa še njen razred prižgal, sem rekel, to je pa za profesorico Orlovo, ki pravi, da sovražimo slovenščino. In kaj sem spustil? Marko Brecelj in Ivan Volarič fejo komad Vrba. Prišelno, kaj? Tak komad. O vrba, moja srečna draga vas domača, o, sja meine liebe Kant gewesen, ker hiša mojega stoji očeta in meine Vaterhause niks horizontalše, aber vertikalše. Ne vem kako, ampak vem še konc, ne. In mirno plavala moja barka in meine barke šibel, niks dinaže. Pred ognjem dom, pred točo in pšenico in meine Vaterhause Feuer und mit kugelmeteorologischer Artikel mein pšenica. Kam hudiš, da naslednjo uro smo igli slovenščino, pridem jaz z unim svojim kasetofonom k pouku, mislim v njen razred, in ona kot gestapovec. Kako ste svinsko ovekovečili Prešerna. Ukor. Koral sem mi toliko, da lahko biti na Peter delal doma. To je zelo našlo. V sedmega razreda, če sem usporičevalo, ne usporičevalo, uredovalnico, drugo šterko, jaz sem bil doma tepen. V 8. razredu so mi pa takole povedali, sko sam so me spustil. Ampak, takrat se meni tako vešal. Jaz sem konc 7. razreda, 3 sošolci, 7. razred, 8. razred ima v leto. Mi jih gledamo, pivo, vino, mi smo boljši. Smo šli v trgovino, smo kupili liter vodke. Vigorova vodka, ne bom pozabil, mi 3 smo nastanka, kakšni so mi. Koliko helikopteri. In par mesecev kasneje, veš, je bila ena punca, veš, kaj je bila vzadnjo. Jaz sem bil tako na smrt zaljubljen. Samo ona mi ni jebala, ker bo 2 let starej mene. Zdaj ne vem, kako je, ampak takrat 2 leti, bilo v Smrkovcu, bulo. In enkrat smo se družili pri enemu fantu, pri enemu kolegu, normalno, vino, Pelinkovca, Paurini, Tavori, in ona pride k meni in prav, ti, a greva na stranišče? Pa te bam! Sem prišla na stranišče, ona roko v žep, se bova? Ujebem ti. Jaz sem bil posran. Jaz sem se nek se tako bal, kot hudič križa. Veš kaj, draga moja, jaz sem tukaj spil, roke, jaz ne bom žile zadeva, me boš ti. Pa me je zadela. A veš, kolikrat sem spal z njo? Ne z iglo, s punco. Nikoli. Najdel sem pa novo ljubezen. Drogo.
In pol, nekoč, nekje, v Božji materi, ne vem več kdaj, smo se mi tukaj bank mularija, seveda nismo bili, smo se družili pred španskimi borci, tam, kaj je vhod v knjižnico, od spodi, ne tam, kaj je zdaj zgori, od spodi. A ne, smo bili kaj preveč glasni, najprej smo bili. Ne. In je folk dol metel na nas vrečke z vodo, pa jajca, pa... In pa sta prihajala dva policaja. To sta bila kot Don Quixote pa Sancho Panza. En visoki, ven je imel dlanka lopato, te zaštolov, drug je pa mehen, pa bil v krogu, ne. In ona dva sta nas pretepala. Za koga? Za koga? Dokler nam ni prišlo vrh glave, ne, in pol enkrat, smo se ga malo napili. In smo šli k socialnem delavcu. To je bil Marka v Mostah. Čonč, Marja. Lider. Smo se pritožili. In kaj je Čonč naredil? Pripelje nam enega človeka. Jebem ti visok je bil ka naša stolpnica. Suh ka fržolovka. Brada, špegli. Kaj ste pa tega najdeli? Govoril je tako mirno. Ma kaj za to? Da ste vi geja med pankerje pripeljali, ta ne bo dolžil. Kje pa? Vse nas je nafukal. Svojim mirnim glasom nas je tako spremenil, da čez 3 tedne smo že imeli punk band, gledališko skupino, kolaže smo delali, razstavo smo imeli, vsi smo bili kar naenkrat umetniki. In kaj je ta tip organiziral? Na Zvezi mladine sestank. Sojna soba, miza kot pondelk. On je sedel na koncu, ko kapo bande. Na eni strani mi, na drugi pa policaji v uniformah. In ti policaji so nam pol bombone nosili pri španske ljudi. Če bo vsaj tablete nosili. In tako je šla mladost. In pol srednjo šolo. Kurc je gledal. Smo imeli en predmet, ki ga jaz ga živ nisem prenesel. Samo upravljanje s temelji marksizma. Ni tako čelo. To so nas dudlali. Jaz tam v drugem razredu sem enkrat znoril, seveda, jaz sem zmeril v razredu od zasedel, veš. Zato, da učiteljica kao ni videla, ne, jaz sem v torbi zmer 2 litra vina. Sem ga lepo med poukom, ne. Če ni videla, kako pijem, ni videla, kako sem pijem. Ali je bila pa toliko neumna, da tega ni videla. No in enkrat, veš, med samoupravljanjem, jaz ko pogledam, čukasto, sem rekel, poslušajte vi mene. Jugoslavija je zdaj v socializmu. Socializem ni družbeno-ekonomska formacija, ampak je prehodna doba iz kapitalizma v komunizem. A je tako? Ja, v redu. Se pravi, v komunizmu ne bo več denarja, ne? Ne. Da best. Delali bomo po svojih zmožnostih, ne? Ja, še boljš. Kako mi čakam, da prije ta komunizem, ko bojo moje delovne sposobnosti na minimumu, potrebe pa na maksimumu. In naredil policijo, ki botijo, kar kliči. In sem šel iz razreda v drugem letniku srednje šole in sem kar več nisem vrnil. Grem jaz v tovarno, ne, na tekoči trak. Yes!
Mama od moje punce me je pripričala, da grem na faks. Kakšen faks, če nimam srednje šole? Ampak takrat je bilo to možno, ker je bilo tisto, kako se je že, usmerjeno izobraževanje. Tudi v redu. Kaj moram narediti? Pojdi na Polansko gimnazijo, pa naredi diferencialne izpite, ne, tako kaj danes smo pura. Ampak med temi 6 predmeti je bilo tudi samo upravljanje s temeljnim marksizmom. Aleluja! Kamor se obrnem, nikjer ni miru. Okej. Sem prišel na izpiti samo upravljanje ustno. Je bil en prfoks, ki je bil Alan Vera. Henrik, nate. Je rekel, a se kaj učil? Sem rekel, ja, danes zjutraj sem časopis Delo prebral. Je rekel, v redu, 5. Tako sem jaz končal na faksu. Ampak faks. Ej, vi si misliti ne morete, faks je zakon. Na faksu, če ti ni na predavanje, ne dobiš neupravičenih ur. Se pravi, prideš takrat, ko se ti sprne. Faks. Imaš izpite. Ja, tudi v redu. Jaz sem hodil tukaj zraven, takrat je bil še tlele, 50 metrov v tej dvorani. Višja šola za socialno delo. Kaj pa bi drugega hotel? Pijanc, narkoman, napol klošar. Sem šel na socialno delo. Naredil sem 2 letnika. Veste, koliko knjig sem jaz prebral za 2 letnika? Eno. Velkorus, socialna država. In prvi letnik sem imel povprečje 9,5. Drugi letnik povprečje 9,8. Zato, ker sem poznal klošarje tle na Ambroževem trgu. To sem samo od njih govoril. Res? Od ti povem, smo imeli predmet socialna alkohologija. V črno. Ta najbolj strganega pa smrdljivega klošarja tle na Ambroževem trgu. Ti aptira 2 litra vina pa škatlo cigaret. Ja, pine, vse! Pojď z mano. Sem ga odpeljal na faks, pri faksu v pisarno. Pri faks šokira, kaj je to? Sem rekel, izpit, ne? Je rekel, ok, 8 že imaš, da gremo naprej. Sem naredil z unim intervju in rekel, veš kaj, več kot 10 ti ne morem, da sem rekel, vse več porabim, ne. Aleluja. Ampak po 2 letih sem faks pustil. Zakaj? Eno je bilo, o tem vam bom bolj povedal, jaz sem faks delal iz zapora. Aleluja. Ti, ko prideš na izpit, najprej rečeš, jaz sem v zaporu. Aha, tam se pretepajo, pobijajo, tam nimaš miru. Ok, 6 že imaš. Gremo dalje. Sprav na redu. Iz zapora sem ga delal, iz zapora sem bil na odprtem oddelku, to pomeni, da jaz sem bil cel dan na faksu, jaz sem samo spal v zaporu. Tako kot danes naši politiki. Isto, zato vem, kako se imajo oni v zaporu. Edin problem je, ker so mi dali vsak dan pihati, vne balončke, pa enkrat na teden so mi kri vzeli, prav sem bil 2 leti priden. Polka so mi pa rekel, zdaj si pa svoboden, ja kurce, šel pa najprej v park, pa se ga zadev. Pa so se pa zadev. Se pravi, če bi imel 2 leti več zapora, jaz bi danes bil diplomiran socialni delavec. Pravosodje je krivo. Pa ne sem pravosodje. V našem razredu, se pravi, v našem letniku, nas je bilo 100. Lepa številka.
In, evo, en primer. Filozofija in etika, da best. Fox je cel let govoril o Aristotelu, Sofokleju, Diogenu, same ure kurce stare je vam vlekel. In zdaj, če si hotel narediti izpit, si mogel narediti eno seminarsko nalogo in jo lahko šel prvega, do drugega, do tretjega, ne, kaj boš ti, kaj Aristotel, Diogen, Sofoklej, meni bo že dolce. No, golob, kaj boš ti? Litaj po! Vsak spoj gledal vame. Koga? Litaj po! Prav pri Fox. Ok, ampak on je bil filozof. Sem rekel, star japonski pjanc, ampak je dobre pesme pisal. Da je enega filozofa. Ok? Erasmus Rotterdamski, spet vseh 100. No ja, to pa je filozof. Kaj pa boš od njega? Hvalnica morosti. Jaz vam povem, 100 ljudi je laupan. Ampak jaz sem dobil 10 kot za hvalnico morosti. Sem mi bil treba došli delati. Se sem sam na sebe. No in tako je faks končal. In pol vmes, preste, jaz sem zelo dejaven kot mladinec. Sem hodil na pohode, organizirani pohodi. To je bila milina. Vsak vikend smo kam šli za 2 dni. Smo mi sradi denarja. To se država plačala. Aleluja! 2 dni si hodil? Ne vem, da sem že. In pa si šel domov. Tam sem tudi našega velikega Slovenca spoznal. Tega, kako je, Janša. On mi je bil komandant, namreč iz Čateža v Jajce. Ima on jajca, vsakega drevesa se vprašal, mislim, da je državni sovražnik. In hodil sem na delovne akcije. Z enim kolegom, jaz sem bila skratkrat pa gate, sva se pobrila na irokezo. Vam, nekaj narobe. Ja, je bilo. Črnogorci so rekli, da naj bojo zaklad. Pizda, sem tega ne. In Školč in Andrejevič, vse ki ga poznate, to sta bila včas velika politika, sta naj obsodila, da sva Hitlerjungen. Čakaj malo. Jaz sem Bric. Borim se za Slovenijo in ti mi praviš, da sem Hitlerjunger, pa sem jaz pol. Hmeš ali ljubljanska srajca? Ker pol, ne, zdaj, ker smo v demokraciji, zdaj me obsojajo, da sem komunist. Čak, pred 30 leti sem rekel, da sem Hitlerjunger, zdaj sem pa komunist. Pa sem jaz. V glavnem, tako je šlo življenje dalje, ne? Zapor. Jaz sem imel eno obdobje, ker sem se ga drogeral na Ibar. Igla, da je šlo po 2 grama heroina na dan. To je svojih 14-15 let se Same črte! In mi je zmanjkali denarja in vsega, ne. Sem pa poznal enega dobrega, mislim, zelo velikega dilerja, prav v Ljubljani, ki si boš nekaj, sem rekel ti, daj mi posod za en šut, ne, pa tako dalje, pa tako naprej. Rekel, lej, glede na to, da ti zaupam, ti dam kilo heroina,
ne zate, da ga boš pelil na Dunaj. 30% je tvoje. A kdo ve, kako razmišlja narkoman? Narkoman ne razmišlja. Da smo si na jasno. Jaz tisto kilo vzamem, normalno povem enemu kolegu, sem mislil, da je kolega. Nekaj ravno mene čez 2 dni pokliče, prav ti poznam enega, ki bi ga kupil v Ljubljani. In zdaj narkomanska logika, ne? Aha, kilo bom prodal v Ljubljani, kilo bom pelil na Dunaj, so prav 2 kile, so prav to več droge, bom jaz kupil zase, ne? In jaz se zmeram v stari Ljubljani, v enem lokalu, pridem tja, tiskaj ne bi kupil, ga najbolj šli boljše, a kaj je zvon kaj, stopam k šanku, eno pivo naročim, 5 minut kasneje takole zahrbam. Gospod Golob, se obrnem, inšpektor, aleluja. Greva, ne? Pridem jaz iz lokala ven, sosedeva v njegov avto, prav mi boš pelil. Kam? Vse veš, zakaj sem prišel, ne? Ja, in? Ja, kaj imaš skrit? Kaj? Ja, heroin, ne? Sem rekel, nimam skrit. Ja, kaj ga pa imaš? Jaz sem sam roko v žep, pa sem tisto žakljo bom potegnil, sem rekel, tle ga imaš. Kaj imam sreča, da ni bilo nobenega avta za nama, ker ta je tako po bremzi skočil, da je avto malo manjka ven vrgal. Je rekel, toliko let že dela narkomani, kaj tazga še nisem videl. In tako sem fasil 3 leta zapora. Na srečo, ker takrat droga še ni bila toliko znana. Drugače bi danes sedmil, bi 10 let. No, tako bi najbolj s faks končal. Me dajo v preiskavo, ne, tle na Povšetovo. Ej, sam ne mi noben hoditi na Povšetovo v zapor, ker se vam bo zmešal. Soba 16 kvadratov, noter 3 pogradi, 6 železnih delovskih umar, 1 velika miza, v čošku pa sekret, ker ni zazidan, ampak je samo zavesa okrog. Da si predstavljate, da morate eden srati pol ure pred kosilom. Ma ga ubijal. Oken, ki se ne da odpreti, 6 ljudi not, vsi kadilci. Da best. Eden prdi, drug smrči, tretji ga na roke meče, pa spi tam noter, če moraš. 4 pa prdi na skretu. Amen. No in pač tje not so medalje, ne? Jaz pa nisem vedel, da je mama od moje punce poznala 2 ženske, ki sta delale na Ministrstvu za pravosodje, ki sta se ukvarjale z zapori. Sicer, boli mene briga. Ampak te 2 ženske sta prišle k meni v Povšetovo, ker so pazniki stali mirno kot pionirčki. Da so se, kva pa je zdaj to? No in oni 2 stavni pridete k meni, prav, da na sodišču bo tilo potiho, ne gobcat. Težka mo. Kar boš dubu, ne bomo skrbeli zate naprej. To tu vedo. Sam spokaj ne ven iz tega živalskega vrta. No in sem dobil 3 leta. Direkt premestitev, moški zaporik. Smo imeli enega paznika, ki je iskal, kako nam bo vrata zaklenil, pa ni najdu ključa. Tam ni ključov. No, evo, tako je bil moj zapor. Prvi. Drugi zapor, in tega sem pa sam spremljal. Jaz, kot en od arheoloških
objektov Kraljeve ulice. Ne. Tam na Kraljih ulice bil skoraj vsak dan, ali pa tudi ne. In poslušam, ljudje govorijo, a veš, za vsak direktor zaprejo. Kar? Ukradeš nekaj malega, pa te zaprejo. Mislim, sploh ne ukradeš, poskusiš ukraditi. To v redu. In jaz malo pijan, sem rekel, gremo mi to preizkusiti. Jaz lepo v Hofer, tam pri Pop TV-ju, ki še ni imel checkpointov, veš, kaj ti piska, če te ukradeš. Ampak ukradeš lahko vse. Samo uno kodom boš dal strgati. Ne govorno, ne. In jaz lepo opazil, gajam v varnostni gledal, sicer tako faco, veste, da bom imel skozi na očeh. Jaz lepo, ko me je gledal, odprem ruzak, noter razrezan pršut, pa je mehen klepček kruha, pa 2 litra vina, ruzak zaprem, nima blagajne. Normalno, da me je vstavil, ne. Gremo v pisarno. Gremo, ne. Pridemo v pisarno. Kaj imaš v ruzaku? No, poglej. On odpre ruzak. Potegne te stvari ven. Zdaj pa tako. Ali boš plačal, ali bom pa policijo klical. Sem rekel, prosti, nima denarja. Ja bom policijo klical, ja ti kar klič. In on pokliče trgovko, prav, odneste vse nazaj na policijo. A ne, sem rekel, ne. Sem želj, vino plačam. Ok. In jaz sem po denarnico ven in vzam 50 evrov, da bo dam in me nekaj, da ti mene zajebavaš. Nema denarja, kaj? To je vse skupaj vredno 15 evrov. Nema denarja, vino plačam, ostalo klič policijo, kurc te gleda. On kliče policijo, zdaj, veste, kako je naša policija ekspeditivna, smo čakali pol ure. Normalno, jaz sem jih čakal žejem. Ja, vešte. Tam v pisarni sem se vin odprl, ko sem dopil. Gledal policaji, nič ni bilo jasno, pa se ne dogaja. Oni lepo popišejo na sodišče, jaz sem že pozabil na vse. Čez 2 leti mene kličejo na sodišče. Ja, hlebček kruha, pršut, vse vredno nekaj manj kot 10 evrov, to pomeni 2 meseca zapora. Kako prosim? 2 meseca zapora. Jaz pogledam uno sodico, sem rekel, ma prekleta kurba zmešana stara, s tem čist perfutno. 10 mesecev zapora. A vete, kako smo Slovenci bogati? Sploh nisem nič ukradil. To je bil poskus kraje. Vrednost poskusa kraje pod 10 evrov. Sodni postopek 5000 evrov, dan zapora 62 evrov, jaz pa 10 mesecev sedel. Prosim, dajte mi denar. Ja, to smo mi Slovenci. Gremo dalje, sem nekaj zapor. Pridem v zapor, kot sem prej rekel, 16 kvadratov, 6 ljudi, gledaš enega in izga 24 ur, jebem ti, se ti dej, glava te boli. Dejte mi del, dela ni, dejte mi del, dela ni. Jaz sem začel gladovno štrajkati zaradi dela. Prvi v zaporu v zgodovini Slovenije je štrajkal gladovno, ker je hotel delati. Pa sem ga dobil. Sem mogel delati ščepalke. Ej, boli mi prida, jaz sem šel iz celice ven. Jaz sem bil 10 ur iz celice ven. In tako je šlo življenje dalje do bližnje preteklosti.
Glede na mojo starost in glede na socialno podporo, ki ima Center za socialno delo že polkan kufer, moram jaz najti službo, me prijavijo na Zavod za zaposlovanje. Aleluja. Pride v pisarno k svetovalki, sem rekel, vse mi išče, sem službene. Kako prosim? Par tisoč jih sem, vsi hoče službo, jaz ti pa nočem. Me dajo na eno rehabilitacijsko preverjanje, da vidijo, zakaj sem nesposoben. Zato, ker jaz imam nedokončan faks, nedokončano srednjo šolo, kar pomeni, jaz imam priznano samo osnovno šolo. Osnovno šolo. Spravi, jaz sem osnovno šolc. Aleluja. Dajte danes najde službo za osnovno šolca. Ni pogoja. Osnovno šolc, 50 let, bil na psihiatriji, bil v zaporu, bil v komuni zaradi droge. Najte mi službo. Me dajo na rehabilitacijo in jaz sem bil z njimi v vezi samo preko telefona, the best. On mene pokliče, ti bi ti prišel politično v 9. zjutraj. V 9. zjutraj za vse sem poslovan. V 2 popoldne sem ga poklical, prostite, sem zaspal. Tako je šlo 2-3, ne? Pa je pa on poštoviral, da je boče mene popoldne pokliče. Popoldne sem prišel. In pa, a veste, kakšne so mince v tehničnih svinčnikih, tiste tanke? No, so bili take palčke železne, kot te mince, tako na desni strani. Na levi pa kukar ena razpredelanca z lukancami. In je rekel, no, zdaj boste vi z desno roko tu s pinceto, palčko po palčko te lukance. S tim je glava pada. Malo preveč sem ga spil, na boško. Aleluja. Dobar, dajmo kaj drugega probati. Računalnik poznate? Ja, videl sem ga. Ja, pa se pišete za Kraljevo ulico. Ja, pišem, ja. Ja, kako pa? Je na roke. Mi date mi en laptop, prav, no odprite. Zdaj, da mu naškašo. Kje pa, ne? Pa mi ga naprej. Prav, pržgite. Ujebem ti, kaj tle enih knofov. Pa mi ga pržge, so prej enih ikon, malo morje. No, odprite Word. Word. Tu je ena angliška beseda, ne? Pa mi ga pržge. Prav napišite članek. 3 minute stran pohna. Vse znate, ja pisati. Prefuknan. Zdaj sem pa invalid. Službe mi ni treba iskati. Zavod za zaposlovanje mi izkenstvo. In imam pa rdečo karto. Avtobusi, vlaki, vse zastoji. Imam invalidsko karto. Kamor čem pride, imamo vsi 50% nižji. Jaz ne bi službo iskal. Hvala lepa. Imam, kar rabim. In to je zahvaljujoč tej naši lepi, krasni demokraciji, ki ima to kljukanju zakonov, kot švicarski sir. Sam pravo luknjo moraš najdeti, pa si aleluja. Mi pravijo, kaj pa misliš o prihodnosti? Rekel, veste kaj, 2 ovinka stran čal živim, jaz sem doma. Ja. Nekoč, nekje, ne vem več kdaj, sem se rodil.
In še dan danes sam ne vem, zakaj mi rojstni pojstvi nisem zaupil. Prekleta usoda! Zakaj sem se rodil? Imamo čas? Imamo, okej. Spoved je bila res dobesedno spoved. Vam povem, da to je bilo samo 2% mojega življenja. Če bi hotel cel življenje opisati, bi trebali sedeli in tega. In zdaj imate čas, da me napizdite, da me vprašate, da karkoli vas zanima. Tako, kar govorim, na pohodih nevidena Ljubljana, vprašajte me vse o meni. Sam ne me vprašati, kakšne barve gat imam, ker ne sem pozabil. In potem vse ti kako je bilo. Kdaj se je končalo druga? Ti se je končalo? Leta 97. Namreč končalo je tako. Takrat, zdaj ne vem kako je, so ti župniki v župnišču zmer dali malo približa, če pa še prosite. In jaz sem šel na tabor, tam je bil takrat najbližje. Sem šel v župnišče in ko sem pozvonil in je prišel župnik ven in ko me je videl, se sam obrnil, rekel sam trenutek. Še nazaj, ko mi je prinesel list z naslovom. Ok, najprej na tem naslovu bom dobil denar. Započel na ta naslov, pa nisem vedel, da je to zbirni center za komuno. In on je kar naprej. In mi začnejo tam v komuni, pa bla, 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 program traja 3 leta, sti predfukne, 3 leta program. Pa jaz en teden zdržim na enem mestu. Ampak Karitas mi je vse dokumente zrihtal osebno, pasuš, takrat je bila še meja, Italija, Slovenija, smo mogli dobiti vizo za več kot 1 mesec. Oni so mi vse to zrihtali, so rekel, svašta, 2 meseca bom v komuni pa adio. In bom je šel po svoje. Komuna me je tako začarala, da ne, da sem ostal 2 meseca, ampak sem ostal 7 let. Program traja pa 3 leta. In od takrat naprej, kar sem šel v komuno, zaradi mene lahko tle pred mano zvijaš joint, pa mi ga ponudiš. Me sploh, me ne gane. Lahko ga kadiš pred mano. Ker pomembno je, in to je zmeri govorim ljudem, če hočeš ti nehati s kakršnokoli odvisnostjo, če boš ti rekel, jaz bom pa nehal, nisem naredil nič. Zaradirati moraš v glavi.
Samo zradirati. In to rabiš njih toliko časa, kakor da rečeš njihovo. Samo da boš njihov z glavo, ne z besedo. Isto je bilo z alkoholom. Jaz sem bil 40 let alkoholik. Zdaj ga pa že 3 leta ne probam. Pravzaprav ne. Tole monodramo bi mogel izvajati prej na Društvu slovenskih pisateljev in ko sem bil malo prezgoden, sem šel v Opera Bar. In pride kelnerca, kaj boste? Sem rekel, eno kavo. Ja, boste čakal 1 uro, ker se je mašina pokvarila, da popravimo, pa rekel, okej, daj mi en tonik. In ona meni začne neko štorijo, tonik tak, tonik onak, tonik tam, tonik. Sem rekel, daj ti meni tonik water, ne bitterleno. Okej. In prinesem takle kozarstvo na peclu. Jaz gledam, daj pa tonik v takem kozarcu. Pijača izvorna, led, vrtance, slanca. Jaz izgledam, probam po slanci, čutim džin. Rekel, prost, ampak tle je alkohol. In ona meni čisto nonšalantno, ja seveda, ne? Kako seveda? Sem rekel, tonik, jelenti. Ne, ona mi je prinesla koktel. Jaz sem dal 7 evrov za tist koktel, da sem pustil polhnega na mizi. Zakaj? Zato, ker sem zradiral v glavi, da alkohola ga ne rabim. To je vsa skrivnost. Samo zradiraj. Amen. Ampak tale prej je pa dober. Še kaj? Ej, Mirki, niste v šoli. Ja, ne, ampak čisto tako, da če spoznam. Jaz nisem učitelj. Te je še kdaj zamikati, da bi ustvaril band za nazaj? Kaj da bi? Ustvaril band, ko ste imeli band vmes pa take momente. Je to bilo, koliko časa ste to delali, je bilo kaj, kakšni pesmi avtorske, ali ste bolj se igrali, no? Band. Jaz sem imel samo en band, ker sem ga ustanovil po prvem koncertu Einstürzen der Neubauten v Ljubljani. Takrat so bili oni še, ko so lito strojev in instrumente nabirali. Pa smo imeli samo en koncert v Rijeki, pa še ta koncert je odpadel. Zato, ker sem jaz bil tako zadet, da nisem bil na oder prizvati. Ampak honorar smo posebej dobili. Ne, lej, me ne zanima. Band me ne zanima. Mislim, da zdaj sem se bolj vrgel v teater. Mi je bolj domač. Mi je bližji. Ne vem, na koncertu ne bi čutil vaše bližine. In to mi je dosti bolj pomembno. Zato, ker isto, kakor govorim na pohodih, a vi veste, komu je tale predstava zdaj najbolj pomagala? Tebi? Ja. Samo opozorilo. To je to. In zdaj, preteklost, veš, smo se doskrat pogovarjali, kako bi bilo, če bi se vrnilo to. Se ne more vrniti. Se ne more. Pred predstavo sem govoril, evo, to je moja vas. Šmartno v Goriških Brdih. To je bila vas 150 hiš. Polno kokoši in volov. Vsaka hiša je bila zasedena. Zdaj je to muzej. Ni več, gase so te poti, ne? To je bil šoder. Zdaj je malo manjka asfalt. Vsaka hiša ima fasadno. Sem eno videl, ko sem bil nazadnje dol, oranžno. Ej, tu so hiše z leta 1500, z oranžno fasado. Pa je bempi. In tudi, če bi se vrnilo v tisto,
Naša glava se ne more več vrniti. V tem je ta problem. In tudi mentaliteta. Mentaliteta ljudi se je tako spremenila, da leto 1970 in današnje ne moreš primerjati, ni pogojev. Daj danes prav otroke, da grejo kokčat. Nimam cajta. Gre z mamo v hribe. Nimam cajta. Moja sestra ima 2 otroka, ki sta skozi. Sem rekel, ta mala pasta, ki vajni otroci, ko se bojo rodili, bojo imeli na eni dlani že mobitel prirojen, pa sem 2 prsta, ne? Ni pogojev. Žal. In mi je to zelo hudo, ker se odnosi med ljudmi izgubljajo. Zdaj boš ti hodil s punco, kako? Prek SMS-a. Ti, greva na Rožnik? Greva. Poglej ta drevo, jo je lep. A je to? A je to, da boš ti punco, da bo prijel ti, greva? In da jo boš čutil? Kako boš pa ti čutil sam telefon? Daj spet se. Čakaj, da prižgem kamero. A greva seksat? Ja, greva. Ne more, ne? A veš, jaz bi rad, da se te časi vrnejo, ampak da se ljudje v glavah sprijaznijo s tem, da smo socialna bitja. Amen. Zato pa je danes tukaj tren. A veš, ko sem jaz bil na cesti, sem preživel. Zakaj? Ker so bili vsi bloki odklenjeni. Pozim, sam ukled. Študentsko naselje v Rožni dolini. Hilton! Skupinske kuhne. Prideš na študente, zmerno pustijo paško. Gremo kuhati. Jaz se pa treba stuširati. Študenti na tuši zmer puščajo šampone. To je malo problem. To je danes. Vsa vrata v bloku so kot Fort Knox, 4 ključavnice. Zakaj? Ker ljudje nimamo več odnosa drug do drugega. Moji starši v Stolpnici v 70-ih, 80-ih vrata od stanovanja niso bila nikoli zaklenjena. Naprimer, ti si živel tam 1-2 štuka, viš, jaz sem prišel k tebi, jaz sem kar vlekel v tvoje stanovanje, tvoja mat me videla, kar naprej. Ja. Pa je danes. Moja mat, ko pridem na obisk, zaklepa vrata. Pa kva zaklepaš, hudiča? Je umrla ena v Stolpnici, 2 štuka nad njima. A veš, kako vajo, da je umrla? Ker presmrdeli stanovanje ven. Amen. Ti mu ljudje razumeti, če te nam videl 2 dni, bi bo nekaj sumil, te bom klical, te bom iskal. Boli me kurec. Ne gre tako. Žal ne gre. Imate zadnje trenutke, če vas kaj zanima, kapal bom je šel na per. Mene zanima, če si razmišljal, da bi knjigo napisal mogoče v svojem pestrem življenju. To mi je že teta rekla, da ne napišem življenjepis, sem rekel, veš kaj teta, a veš kaj telefonski imenik debo? To bi bilo takole, da bi to bral, je bil dolcet. Ne vem, če bi bil. Bi bil. Sam sicer eno knjigo sem izdal, ja. Je bila kao bestseller.
Pa imam še 4 rokopise, prvo rabiš voljo, da najdeš založnika. Drugič rabiš, če bi napisal knjigo, bi jo ti prebrala in pol bi me 3 leta iskala, da bi me najdla, da me kaj vprašala. Tako ti pa odigram, pa me direktno vprašaš. To je tudi plus. Medtem ko v knjigi raj ne, ker po moje bi se še jaz zgubil. Še za to predstavo sem mislil še nekaj več, naprimer to povedati, pa mi je ušlo iz glave. A veš, zdaj, je tukaj enih stvari, da preveč se mi zdi. In pol, če bi hotel vse opisati, ker sem zelo tak človek, da bi rad vse opisal, do zadnjega kamenčka bi res knjiga bila Danteova Alighiera in nič proti temu. Narediš v 10 delih, kaj? Ja, ne, to malo problem. Ti boš pa tiskal. Imamo teater, ne tiskamo. Imate zadnje trenutke, preden nas Miha vam vrže. Pa preden mene mehur pribudi. Zakaj pa piše iz Kralje ulice? Zakaj pa piše iz Kralje ulice? Zaradi komunalne. Ne. Jaz mislim, da sem faliran umetnik. In mislim, da je tudi prav, da on je kriv. Ta je ta visoka z brado, ki mu ga je Čonč pripeljal. Bojan je kriv, ker Bojan me je nateril delati kolaže. Jaz nisem imel pojma, kaj so to kolaže. On sem po fotel vse knjige razrezal, ker sem slikal vendar, fotel se izmešta. In pa je Bojan rekel, da je še kaj napiš. In takrat sem hodil na delovne akcije in če sem imel kakšno punco, zdaj nismo se mogli seksa vlihniti v naselju, in sva šla ven v hosto. In to se je v brigadi reklo na akciji, da sta šla v partizane. In jaz sem napisal pesem, tudi mi kurci v partizane. Čas je prosabil. Takrat mislim, da je bila mladina, prvič sem zgledal. On je kriv. Bojan je kriv tega, da je prebudil meni to. Namreč jaz sem v osnovni šoli tudi za občinski časopis pisal partizanske pesnice. Ampak to so take, veš, otrok, 5. razred osnovne šole, nima nekega, ne. Takrat sem tudi pisal spise, primer, glih pri tej učiteljici Gestapo, kar mi pa se cele pismo. In smo imeli gospodinski pouk in nova reklama, sem jaz enkrat na vrtu pobral ko eno pest list. In eno vrečko. In ona je imela en poseben zvezek, v katerega je pisala izdarije, ki smo jih mi počeli. In jaz te gliste not. Normalno, ne, da je popizdila, ne, ampak noben mi tega povedala. Videl si pa je, da je. In pol nam je dala enkrat spis. Prosto, pišite kar štle. Kako sem učiteljici uničil zvezek.
Spod so domišljijski spis. V gor je plat, dokazati ne mogo. Ja. Aleluja. Vete, zdaj imate pa res samo še 2 minute, kako moram biti z vodovodarjem. Res je. Zdaj še kakšne predstave, ko bo več kot ta 2%. Kaj bo? Ko bo več kot ta 2% vašega življenja. Se kje nadaljuje lahko? Tvojega življenja, ja. Veš, kako je? Pravim, če bi hotel svoj življenje, bi mogla imeti spalno vreča s sabo. Ja. Ne. Za to predstavo je pa on kriv. Sem se malo zgubil skozi predstavo, sem mislil še malo več povedati. A lahko jaz nekaj reči? Ja. Če bi stalo je Toma že 5. monodramo v bistvu, in če bi spremljali njegove monodrame od prve naprej, bi v bistvu imeli zdaj v pogled recimo 15% njegove življenja. Oziroma podrobnosti bi malo več vedeli. Vsaka monodrama je autobiografska. Najlažje je autobiografija. Se imaš najbolj zaključiti predstavo. Ja, to ima Miha prav, ja. Če bi vseh 5 videla, malo bi imela en pogled, malo bi videla 20%. 100 je pa, 100 jih pa niti nisem. Amen. Zdaj pa